Danes okrog 5. ure je kombinirana policijska patrulja v sestavi policist in pa vojak zaustavljala kombinirano vozilo tik ob državni meji, in sicer zaradi suma prepovedanega prehoda čez državno mejo. Vozilo ni zaustavilo, ampak je nadaljevalo pot proti Ljutomeru. Policista sta takoj nadaljevala zasledovanje navedenega vozila. Po nekaj kilometrih vožnje je v preglednem desnem ovinku zapeljal levo s ceste in potem pristal po nekaj metrih v grmovju. Voznik je takoj po zaustavitvi vozila zbežal iz vozila in nadaljeval beg v smeri Ščavnice, kjer je potem tudi želel prečkati reko, ampak je policist z zasledovanjem in pa jasnim ter glasnim pozivanjem "Stoj, policija!" zaustavil voznika, kateri se je potem predal in bil prijet. Naknadno je bilo ugotovljeno, da je v vozilu v bistvu bilo 19 tujcev plus voznik, se pravi skupno 20 potnikov, ki so bili v tej prometni nesreči vsi, oziroma 9 jih je bilo lažje telesno poškodovanih in so bili s strani medicinskega osebja tudi na kraju oskrbljeni. 9 teh lažje telesno poškodovanih pa je bilo prepeljanih v splošno bolnišnico Murska Sobota, kjer so ugotovili, da je šlo za lažje telesne poškodbe. No, 2 uri pred tem dogodkom pa so prav tako policisti kombinirani patrulji z vojakom ugotovili gibanje še enega vozila ob državni meji, tistega državljana Turčije, ki prebiva v Avstriji, so prav tako ustavili, ugotovili, da je nedovoljeno prečkal državno mejo. V procesu ugotavljanja je bilo ugotovljeno, da se je že večkrat gibal na našem območju, in v nadaljnjem zbiranju obvestil po tej prijeti skupini je bilo tudi ugotovljeno, da je v neposredni povezavi z ilegalci, ki so bili dobljeni v kombiju. Zoper oba, se pravi voznika iz Turčije in pa državljana Ukrajine, ki je vozil ilegalce, je bilo odrejeno pridržanje. Tekom jutrišnjega dne pa bosta privedena pred preiskovalnega sodnika, ki se bo potem odločil o njuni usodi. Ne, vsi so polnoletne osebe, struktura je v bistvu taka, da jih je 17 iz Pakistana, 2 pa sta iz Nepala. Gre pa za moške? Moške. Kaj zdaj sledi z temi begunci? Ja, vsi prebežniki so v bistvu zaprosili za mednarodno zaščito, tako da nas potem zakon in konvencija obvezuje, da jih čim prej prepeljamo v azilni dom v Ljubljani. Nekaj prič pa bomo potem potrebovali tudi nadalje v sodnem postopku. Ali se število teh dogodkov povečuje? Ja, nažalost tudi na našem območju to beležimo. Za navesti je recimo iz novembra 2 večji skupini, ko so bili prijeti ilegalci s sprovajalci tudi. Se pravi, ena skupina 13 in druga skupina prav tako 20. Obe sta pa bile namenjene v Italiji. Ne, vsi primeri so v glavnem na ta način, da jih vozniki poskušajo na tej državni meji s Hrvaško prepeljati po poteh, seveda, ki so asfaltirana in pa prehodna po čim krajši poti do zahoda oziroma v tem primeru do Italije. V Italijo so bili namenjeni? Da. Lahko kaj poveste, kaj so povedali ti ljudje, ki so verjetno bili že dalj časa na poti za temi tihotapci? Pa vseh obvestil in pa podatkov še nimamo zbranih, ampak zdaj, kot so nam znani, je v bistvu šlo za relacijo iz meje Hrvaška-Srbija in skozi celotno Hrvaško in potem v tem delu na območju Razkrižja, kjer so tudi prečkali slovensko-hrvaško mejo, katero bi nadaljevali, pot bi potem nadaljevali seveda ponovno po čim krajših poteh, ki so jim znane, ker trenutno oziroma sedaj seveda vsi koristimo te moderne komunikacijska sredstva in njihovi, bomo rekli, šefi in potem sporočajo, kje in kako morajo nadaljevati poti, da čim prej pridejo do zaželjenega cilja. Ta je pa v tem in pa novemberskih primerih Italija.
Se vi kaj pri svojem delu prilagajate temu porastu, takšne vrste? Da, ker sem že na začetku tudi povedal, da sta v bistvu obe patrulji kombinirani. Smo zaprosili za pomoč tudi Slovensko vojsko. V dogovoru z generalštabom nam je bila potem ponujena pomoč, ki že traja kar nekaj mesecev, v vsaki izmeni po 2 vojaka in to nam kar pomaga. Seveda pa koristimo potem tudi ostala razpoložljiva sredstva, kot so konjeniki, vodniki službenih psov, helikopter se večkrat na našem območju pojavlja in pa seveda poskušamo in pa mislim, da smo uspešni tudi v navezovanju stikov z lokalnim prebivalstvom, ki nam, moram reči, kar koristi in imamo kar veliko informacij o teh ilegalnih poteh. Sedeži so bili demontirani, ker drugače ne bi bilo mogoče spraviti v vozilo takega števila, se pravi skupno 20 oseb. In si lahko predstavljamo, ker je to kombi normalnih, bom rekel, dimenzij, ki je ponavadi registriran 8 plus 1 voznik, da je bilo dvojno število, se pravi 19 oziroma 20 oseb v vozilu. Je to kar huda stvar in bom še tako povedal, sreča, da se vozilo ni prevrnilo ali pa trčilo v nasproti vozeče vozilo, ker potem bi verjetno pa imeli kar, domače povedano, masaker. Samo še vprašanje v zvezi z ograjo. Prva ograja v Sloveniji je bila napravljena takrat, ko je ta begunska kriza se pojavila, prav tukaj na Gibini. Ta ograja za tiste, ki se profesionalno s tem ukvarjajo, torej ki sprovajajo prebežnike, pravzaprav ni nobena ovira, sploh ima funkcijo po vašem, glede na to, da je več teh poti, kjer lahko grejo, seveda nahodijo mimo mejnih prehodov. Po naše ima funkcijo, ker na tistem delu ne beležimo ilegalnih prehodov in je namenjena seveda zaustavljanju tistih, ki so namenjeni peš. Zdaj pa, kot veste in pa kdor pozna naše območje, ve, da je tu ogromno poti, ki pa so neposredno prevozne iz smeri Hrvaške v Slovenijo in tudi obratno. Poti so asfaltirane, na tej relaciji imamo postavljeni tudi kar nekaj zapornic, ki zapirajo nekatere poti. To je po SOPS-u tudi dovoljeno in nekateri uporabniki zemljišč z ene in druge strani meje imajo ključe, ampak na 2, 3 ali pa 4 teh relacijah pa takih zapornic ni in tam koristijo te poti sprovajalci. In tam vi dežurate? Ja, moram reči tudi tako, da se pripravljamo v bodoče tudi na postavitev videonadzora na teh relacijah in s tem videonadzorom, ki bo kratko tudi montiran, bomo pri tem preprečevanju ilegalnih prebežnikov še uspešnejši. Rednim upravljanjem nalog poskušamo zagotavljati to, da čim več takih primerov, če se že dogajajo, tudi ugotovimo in pa primemo storilce. Nimamo pa mi v bistvu neposrednih konkretnih informacij, veliko pa sodelujemo s hrvaškimi varnostnimi organi, smo skoraj v dnevnem, sigurno pa v terenskem kontaktu, oni nam javljajo prijetja, mi njim podatke, izmenjujemo si tudi informacije o načinu in pa časih in krajih prehodov.